Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci informativne oddaje, ki jo lahko vsak teden spremljate na lokalnem slovenjebistriškem kanalu. Pretresajo nas tragični dogodki, ki so se zgodili pretekli teden v francoskem glavnem mestu Parizu in se dotikajo vsega sveta. Nepojmljiv zločin, v katerem je izgubilo življenje 132 nedolžnih žrtev 19 narodnosti, bo zagotovo pustil neizbrisen pečat, tako v Evropi, kot tudi v drugih delih sveta. Čeprav se zdi, da so vsi ostali dogodki, tako doma kot na državni ravni, potisnjeni ob rob, pa boste nekaj lokalnih utrinkov vendarle lahko spremljali v informativni oddaji tega tedna. Ob tem pa se s spoštljivostjo spominjali pretrganih življenj in njihovih neuresničenih sanj. Na Keblju tradicionalno srečanje starejših gasilk in gasilcev iz Slovenjebistriške gasilske zveze. Invalidi iz Črešnjevca praznovali 20 let delovanja. Pisateljica Milena Miklavčič svojo knjigo Ogenj, rit in kače dodobra pretresla slovensko javnost. Koliko denarja bo država v prihodnje namenila občinam? Na seji občinskega sveta v srednji temi poročilo o zaključnem računu za preteklo leto in popravek proračuna za leto 2015. Neznani storilec je v Italiji zlorabil osebne podatke oškodovanca, saj je le-ta pred nekaj meseci izgubil dokumente. V športu 15-letnih bistriških nogometaših, ki so premagali svoje vrstnike iz Celja s 3-1. V rubriki Lokalne novice si boste lahko ogledali tokrat nekaj utrinkov z dogodkov, ki smo jih posneli po različnih krajih Slovenjebistriške občine. Kebelj se je 6. novembra odel v praznično preobleko, saj se je o njihovi krajevni skupnosti, ki sodi v eno najbolj dejavnih v Slovenjebistriški občini, slišalo najprej na valovih Radia Maribor. Popoldne pa so gostili še prihod starejših gasilk in gasilcev Slovenjebistriške gasilske zveze. Srečanje, tokrat 34. po vrsti, je bilo nadvse toplo in prijazno, saj so prišli gasilci in gasilke, mnogi v spremstvu, ki so se v preteklosti veliko let odzivali klicu na pomoč in nesebično pomagali ljudem v stiski. Na srečanju so jih pozdravili stanovski kolegi, predstavniki krajevne skupnosti in drugi, druženje pa je organiziral Marjan Zaviršek, ki je predsednik Komisije za delo s starejšimi gasilkami in gasilci. To srečanje, kot vidite, 34. po vrsti, je tradicionalno, ga vsako leto organiziramo, upam, da ga bomo tudi v prihodnje in pa želim, da se tega srečanja vsi udeležite tudi prihodnje leto. Kajti tisti, ki ste bili lansko leto, lahko potrdite, da je bilo to naše srečanje prijateljsko, družabno in pa nepozabno. Marsikdo je odnesel lepe, prijetne spomine od tod in to je tudi večkrat kasneje ponavljeno. Še več, tu smo se pogovarjali, izmenjali razna mnenja in pa seveda z nekaterimi smo se srečali po dolgem času. Zato pravim, prihodnje leto se spet vidimo, da ne bo ta čas predolg, vsaj ne več kot eno leto. No, pa še nekaj bi rad povedal. Naša naloga ni samo srečanje starejših gasilk in gasilcev. Mi se tu srečujemo, ker bi pač radi spoznali vse te naše sotovariše in tovarišice, ki so v preteklosti delali z nami ali ob nas in imeli iste naloge kot mi. Reševanje, gašenje ljudi, živali, premoženja in okolja. In to je naše poslanstvo, ki ga bomo najbrž dopolnjevali še v bodoče in pa izvajali naprej vse tako, kot smo ga do sedaj. Da bi se gasilski veterani počutili kar se da domače, so poskrbeli kebeljski muzikanti in drugi nastopajoči. Domov je prišel potnik spit, veselo je zavil
smo družina. Ostani redno tu pri nas, saj srečna smo družina. V soboto 14. novembra je bila v Kulturnem domu na Črešnjevcu osrednja prireditev ob 20-letnici delovanja tamkajšnjega društva invalidov. Društvo, ki šteje 190 članov, deluje na območju slovenjebistriške občine in krajevnih skupnosti Črešnjevec, Leskovec, Stari Log in Laporje. V statut društva so zapisali več pomembnih nalog, ki vključujejo socialne programe, kot so neodvisnost in samostojnost invalidov, dostop do pomembnih informacij, usposabljanje za aktivno življenje in delo, programi za ohranjanje zdravja in rehabilitacijo. Dobro razviti pa sta tudi športna in kulturna dejavnost. Društvo invalidov se povezuje tudi z drugimi invalidskimi ter sorodnimi organizacijami ter se aktivno vključuje v dejavnosti na lokalni ravni ter izven nje. Društvu predseduje Anton Kolar. Društvo je bilo ustanovljeno 2. 5. 1995 leta iz povereništva Črešnjevec društva invalidov Slovenska Bistrica. 16. 6. 1995 so se sestali ustanovni člani na ustanovni seji in izvolili prvo vodstvo in predsednika, ki je postal Jože Rab. Sprva je društvo delovalo v prostorih krajevne skupnosti Črešnjevec, leta 1998 se je društvo vključilo v Zvezo delovnih invalidov Slovenije, nato si je društvo pridobilo pravico do prostorov skupaj z društvom upokojencem Črešnjevec, v kateri deluje še sedaj. Društvo šteje 198 članov. Društvo je delovalo in deluje ves čas v korist invalidov, jih po najboljših močeh pomaga, jih zastopa v vseh porah družbenega življenja. V 20 letih delovanja društva se je tudi menjavalo vodstvo, s tem pa tudi predsedniki, ki so bili prvi predsednik, ko smo rekli Jože Rab, Franc Flajnšek, Bogomir Bizjak, Cvetka Pušnik in sedaj Anton Kolar. Naj naštejem dejavnosti, na katere smo ponosni. Najprej je bilo ustanovitev društva. To je ena največja naloga, ki so jo ustanovni člani naredili, da so ustanovili društvo. Društvo sodeluje na revijah pevskih zborov, saj smo leta 2008 ustanovili tudi svojo pevsko skupino. Družimo, povezujemo se z ostalimi društvi, sodelovali z izdelki na razstavah v Slovenj Gradcu v okviru Zveze delovnih invalidov Slovenije, imeli samostojno razstavo ročnih del v prostorih društva, organizirali razstavo Podravja z humanitarno noto Pomoč Maji za svojo sobo, prejeli priznanje krajevne skupnosti Črešnjevec, ob prazniku krajevne skupnosti Črešnjevec že 6 let organiziramo petje ljudskih pesmi, na katero se udeležuje veliko skupin ljudskega petja. Organizirali že 2 marina memoriala v Rovenju, Ribna, Ribni Farovcu. Zelo smo pa ponosni, da smo bili pobudniki projekta Občina po meri invalida in tako je Občina Slovenska Bistrica decembra 2014 pridobila listino Občina po meri invalida. V ta projekt je društvo vložilo veliko truda in organiziralo in sodelovalo na veliko prireditvah v občini. V goste so organizatorji povabili tudi predstavnike krovne organizacije, lokalne skupnosti ter druge goste. Na osrednji slovesnosti so v kulturnem programu sodelovali učenci osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec in varovanci Varstveno-delovnega centra Polž Slovenska Bistrica. Sledila je podelitev priznanj, besedo so dobili tudi gosti, na koncu pa še pevci Društva invalidov Črešnjevec. Recite joj, da bez nje nestale so sveta in ljubavi, svetuge radosti, i da je volim još i ne mogu bez nje.
Ponedeljek 16. novembra je Slovenja Bistriška knjižnica gostila Mileno Miklavčič, pisateljico, radijsko voditeljico, blogerko in svetovalko zaupnih besed pri časopisu Nedelo. Čeprav knjiga z nenavadnim naslovom Ogenj, rit in kače niso za igrače, ni knjižni prvenec, pa je vendarle v slovenski javnosti dvignila nemalo prahu. Knjiga gre za med, vrstijo se ponatisi, nekateri bralci pa kljub zgroženosti še vedno posegajo po njej. In kaj je to, kar pretresa javnost? Avtorica odgrinja tančico skrivnosti o spolnih običajih naših prednikov od začetka 20. stoletja dalje. Ti pa so še vedno zaviti v tančico, ki je ne gre odgrinjati, vsaj pri starejših generacijah. V številnih razgovorih, opravljenih na terenu, pa je skupni imenovalec ženska kot žrtev, spolni objekt, namenjen zgolj rojevanju in zadovoljevanju moškega nagona. Zgodbe, ki sem jih jaz od ljudi slišala od severa do juga, vzhoda in zahoda, več kot 1600 teh pripovedovalcev je bilo, so nekatere res zelo delikatne. Jaz sem takrat, ko sem jih zbirala, bila prepričana, da so to zgodbe, ki ne smejo priti v javnost z imenom in priimkom, da ne bo kdo pač zaradi tega trpel. A sem se krepko zmotila. Niso vsi tako sramežljivi, kot so bili ti moji pripovedovalci. Mi smo o tej knjigi letos naredili tudi dokumentarni film, enourni, za televizijo Slovenija. In potem, seveda, vsi tisti, ki so meni pripovedovali v zadnjih 25 letih, so bili že zdavnaj med angelčki. In je bilo nemogoče jih od kjerkoli priklicati. In seveda, in potem sva z režiserjem naredila en tak razpis, ko sva želela pritegniti še živeče pripovedovalce, da bi o tej žgečkljivi temi kakšno rekli. Ne boste verjeli. Bilo jih je toliko, da smo mogli delati selekcijo. Jaz si ne morem danes misliti, vsi tisti, ki so prišli in pripovedovali, da so imeli to korajže. In seveda, to mračnjaštvo, ki je vladalo na področju spolnosti, je bilo tako neizmerno, da se o tem nihče ni nič pogovarjal in edini nasvet, ki je mogoče mičken spominjal na spolnost, je bil, ko je mama svoje hčeri, ko se je ta možila, položila na srce tistih 5 minut, ko bo mož legel natož, pa že potrpela. Problem je bil z nekaterimi otroki, tistih, ki so mi zgodbe pripovedovali. Kajti, otrokom, ki so bili takrat, recimo tudi bolj kot ne mojih let, je bilo popolnoma nemogoče in skregan z vsako logiko, da je njihov oče počel to, kot je meni pripovedoval, oziroma da je njihova mama doživljala to, kot je meni povedala. In so mi nagajali na vse možne načine, ki jih normalen človek si ne more niti predstavljati. Bilo je zelo nenormalno. Predstavniki vlade in občin niso dosegli dogovora o financiranju občin za prihodnje leto. Minister za finance Dušan Mramor je na ponedeljkovih pogajanjih v Dobovi glede povprečnine kot zadnjo ponudbo na mizo dal 1 evro več, in sicer 525 evrov. Vsa 3 združenja občin so se odločila, da ministrovo ponudbo zavrnejo in da dogovora z državo ne podpišejo. O tej odločitvi smo se pogovarjali s predsednikom Skupnosti občin Slovenije in županom občine Slovenska Bistrica, dr. Ivanom Žagarjem. Ja, to drži. Zdaj ta ponudba, ki je bila na zadnje na mizi dvignjena za 1 evro, to pomeni za občino Slovenska Bistrica 25.000 evrov. S tem nismo mi niti pokrili teh razlik, ki bodo nastopile v plačah v občinski upravi. Tako me za to polovico sredstev, kje pa so še vsi drugi zavodi, pa če samo spomnimo na vrtce. S tem, da ta ponudba v bistvu pomeni manj, kot je v letošnjem letu, brez seveda te sprostitve napredovanj. Ta sprostitev napredovanj pa po naših ocenah bo verjetno dodatno bremenila proračun tam nekje med 350 do 400 tisoč evri, s tem, da moramo se zavedati tega, da pa nam številni stroški tudi na drugih
na drugih področjih rastejo, ko govorimo seveda predvsem o financiranju socialnih transferov v različne zavode, tudi socialne in še nekatere druge. Zdaj, če vlada seveda, oziroma če koalicija želi seveda to v končni fazi tudi sprejeti, lahko seveda sprejme, ne. Občine se s tem nismo mogli strinjati, ker bi s tem seveda absolutno tudi prevzele odgovornost in bi se s tem strinjale in bi se strinjale s tem, da nam na eni strani stroški iz leta v leto rastejo, na drugi strani pa seveda povprečnina, ki je pa namenjena za financiranje teh torej obveznosti ves čas pada. Zdaj, če samo ostanem na občini Slovenska Bistrica, ne, povprečnina za letošnje leto bi morala biti v skladu z zakonom, ne, 652 €, razlika je torej 130 € na prebivalca, s tem, kar je zdaj, torej če 522 predlagano, ponujen je bil pa 1 €, ne, zdaj pa se lahko predstavljate, kaj to dejansko pomeni in občina na tem segmentu zgubila tam približno skupaj še z tem 21. členom 3,5 milijone evrov. In še enkrat je treba povedati, ne, da seveda mi plače zavodom, pa seveda govorim tudi o teh socialnih transferih v posebne socialne zavode in tako naprej, ker enormno rastejo ti stroški, na katere mi nimamo praktično nobenega vpliva, ne, ves čas seveda rastejo v zadnjih recimo 4 letih, ko smo naredili pregled stanja, je to šlo za 60% navzgor, ne. In to pač pomeni, ne, da bi vsa ta sredstva bila seveda lahko namenjena torej za razvojne projekte, za investicije in pa seveda za financiranje tudi tistih dejavnosti, kjer nimamo direktne zakonske obveze, ne. Posredno absolutno seveda imamo in to se bo seveda sigurno odražalo, ne. Tu mislim, da bomo imeli velike težave z pripravo proračuna, tudi kar zadeva ohraniti sredstva recimo za gasilsko službo, za civilno zaščito, za kulturo, za šport, če želimo vse to seveda nekako držati v nekem sorazmerju, ne. Ob tem pa, da so še nujne nekatere investicije, predvsem kar se tiče predšolske vzgoje, vemo, da še nujno moramo nekatere stvari tam postoriti, da ne govorimo seveda o vsem tem segmentu, ki je povezan še z nadaljevanje del na komunalnem področju, imam misli seveda predvsem kanalizacijo, pa tudi na marsikateri cesti bo še kaj potrebno storiti, ne. Tako da občine seveda to niso mogle pristati, in moram povedati to, da je stališče enotno tu vseh občin, s tem, da smo na nek način bili celo na nek način izigrani pri 21. členu, zato ker smo se lani oziroma za letošnje leto dogovorili, da pomeni to 2%, pri čemer 1% za letošnje, financiramo v letošnjem letu, 1% pa v naslednjem letu, ne. Zdaj pa je ponudba za naslednje leto 2%, kar pomeni, da je spet manj kot letos, ker 1% je tako ali tako za letošnje leto. Potem pa so seveda tam še bili ponujeni nekateri tile, kaj so že, kreditni aranžmaji na 3%, zdaj to pomeni za občino Slovenska Bistrica, mislim, da okrog 600 000 €, zdaj, če bo to seveda sprejeto, bomo to mi verjetno izkoristili, ampak to je še vedno kredit, ki ga treba seveda vrniti, tu ne moramo govoriti o nekih pomočeh. Zdaj pa zavedajoč se javnofinančne situacije, tako da bomo vedeli, o čem se pogovarjamo, ne, in ker se veliko govori o tem, ne, koliko ukrepov je bilo narejenih in koliko krogov pogajanj je bilo, res je bilo, ne, bili so številna pogajanja, sedeli smo 90-krat skupaj, premlevali vse te stvari, na koncu se je pokazalo, da iz tega praktično nekega konkretnega rezultata ni bilo, vsaj na primeru naše občine praktično ni tako rekoč nikakršnega učinka. Mi smo se v lanskem letu v bistvu dogovorili za povprečnino 536, pristali na zmanjšanje, ne, na račun teh ukrepov, ki bi morali dati rezultate, ki pa jih dejansko niso dali, kar pomeni, da je seveda povprečnina nižja in tu še ni zajeto, kot še enkrat ponavljam, napredovanja, ki se spustijo, ki pomenijo seveda tam dodatno obremenitev in to precejšno. Zdaj, mi smo predlagali, ne, ker se pogovarjamo tudi o teh stroških, da ne bi dodatno obremenili javnih financ, ker vemo, kaj to pomeni, da se naj torej ta razlika, recimo 11 €, kar bi pomenilo 30 milijonov, če bi se uporabljali 536, zagotovi znotraj resorjev, kjer bi se naj ti prihranki z ukrepi seveda uveljavili. In to se naj spremlja čez celo leto, naslednje leto recimo na vsake četrtletje se pogleda, kaj je bilo narejenega in je to, vendar se najprej ta sredstva pri resorjih vzamejo,
zagotovi torej ta višina povprečnine in potem se to nazaj poračuna, če so dejansko ukrepi bili. Mi ne moramo več pristati na to in tu smo v velikem razkoraku, ne, kar se tiče teh ocen med vladno ravnjo in tem, kar mi iz prakse ugotavljamo, ne, tam govorijo o velikih prihrankih, mi pa ugotavljamo, da jih praktično na račun teh ukrepov ni, sploh pa ni prihrankov sistemske narave, ne, nam pač nič ne pomaga, ne, če bi eventualno neka občina dobila, recimo tudi, če hočete 10 milijonov iz ne vem kakšnega naslova, ne, to za vse ostale občine ne pomeni ničesar, ne, na investicijske bodoče o tem ne moramo govoriti, ne. No, skratka, to bi potem pomenilo čisto neutralno zgodbo za proračun, ne, kar s tem ne bi dodatno obremenjevali javnih financ. O tem se ni veliko želelo slišati. Mi smo za ta del seveda še vedno odprti in tudi stališče je bilo takšno včeraj na skupni seji vseh teh združenj, ki pokrivajo pravzaprav vse občine. Gre torej preprosto za to, ne, da mi ne moremo več pristati na dodatna znižanja, to pa dejansko to pomeni primerne porabe, ob tem, ko se nam stroški dvigujejo, ob tem, ko so se pač dogovorili tudi za zvišanje plač, če so se to dogovorili, potem je treba to na nek način absolutno nadoknaditi. Gre pa seveda to na račun kvalitete življenja ljudi. Veste, ne gre toliko ne za župana, ne za občino kot inštitucijo, ampak gre za to, da pač občina nekaterih nalog ne bo mogla na primernem nivoju več izvajati in to se bo seveda dolgoročno poznalo. Če se to nadaljevalo, potem bomo ostali praktično brez sredstev za kakršnekoli investicije, za investicijsko vzdrževanje in si lahko predstavljate, v kakšnem stanju bo naša komunalno-cestna infrastruktura, stanovanjska pa še katera. Zakaj po vašem osebnem mnenju vlada nima razumevanja za občine? Glejte, jaz to bi težko komentiral, dejstvo pa je, da lahko ugotavljamo pač pri tej koaliciji zdaj, da je izjemno centralistično naravnana, to se kaže tudi na tem delu. Zdaj drugi del je seveda črpanja sredstev ali pa dostop do sredstev iz naslednjega finančnega obdobja. Praktično ugotavljamo, da so tudi tu občine v celoti odrezane in jaz se bojim, ne, da bo to pomenilo še dodatne posledice, tudi kar se tiče gospodarske rasti. Moram priznati, da jaz pravzaprav tega v bistvu tako rekoč skoraj ne razumem. Z temi ukrepi, veste, smo se odločili očitno, pa so se pač tisti, ki so prevzeli odgovornost za vodenje Slovenije, odločili, da ukinejo regionalni razvoj. Zato, ker občine bodo lahko v tem trenutku samo še servisirale neko tekočo dejavnost, tu se dejansko postavilo vprašanje, ali to sploh potrebno, da za to občine imate, ne se ne nazadnje, vse odločbe nam pišejo centri za socialno delo, mi jih moramo samo financirati, če pa ne bomo imeli nekih sredstev za neke razvojne naloge, za spodbujanje, to je tudi gospodarska dejavnost, če hočete, ne, ker tudi za to praktično nekaj, to so naloge, ki niso eksplicitno v zakonu napisane, kaj bi bilo treba narediti, ampak mi namenjamo določena sredstva tudi za to področje, ne, da pač pomagamo, ne, s tem tudi blažimo brezposelnost, tudi recimo sofinanciranje javnih del. Potem se bo pač občine začele odpedovati tem programu, vse drugače več ne bo šlo in ta trend ne more več iti, ne, razumete, nekje se mora ustaviti, ne, in zato tudi zaradi tega ni to več mogoče sprejeti in ni mogoče prevzeti te odgovornosti. In ne nazadnje, veste, pridite tudi na način, ne, bomo podpisali dogovor, ne, če boste strelili 525, če ne pa imate 522, kot da te nekdo kaznuje. Mislim, tukaj pa se meni tudi postavlja marsikatero vprašanje. Še lahko morda upate na podporo Državnega zbora? Ja, gledajte, zdaj jaz moram reči, da sem jaz bil na odboru za finance, ne, sem tam sedel 6 ur, ne, pa še več verjetno, ne, v petek, ker smo tudi tistim poslancem, ki so torej člani tega odbora, ne, pojasnili, kakšno je dejansko stanje, ne. Moram reči, da nam niti niso oporekali, ne, se je težko oporekati, veste, številkam, ne, in to je dokazljivo, vse za številkami, ne, ampak potem, ko je bilo pa potrebno seveda sprejemati amandmaje, so pa glasovali kot glasovalni stroj, tisto, kar je koalicija predlagala in tega pa praktično na tem področju ni nič, so izglasovali, vse ostalo niso akceptirali. Zdaj, če temu tako rečemo, pravni izpit je še pri sprejemanju, ne vem si zdaj, v kakšnem stanju zdaj sprejetje proračuna, predvsem pa pri sprejemanju tega zakona, izvrševanja proračuna, ker te stvari so zapisane v tem zakonu, ne, tam lahko še naredijo nekak napor, pa prisluhnejo, to je občin, pa začnejo razumevati, kaj se dejansko dogaja, ne, bomo videli, ampak moram reči, da nisem več ravno velik optimist, predvsem na to izredno pozicijo, ne, in zdaj mi poslušamo, ne, o neki dobrodušni
ponudbi, ne oprostite, no, če je to dobrodošla ponudba, ne, da ti na eni strani vzamejo, zdaj pa če pogledamo na primer občine Slovenska Bistrica, že na naslednjem letu 400.000 evrov, zato ker je treba dati dodatno za plače, pa s tem nimam težav, je pač tako bilo dogovorjeno, ne. Na drugi strani pa dobiš 1 evro, kar pomeni 25.000, oprostite, no, tu pa se verjetno vsa dobrodušnost pa tudi konča. In jaz mislim, da se ne zavedajo, ne, kakšne so to dolgoročne, a pa tudi, če hoče, ne samo dolgoročne, tudi srednjeročne posledice, ne. Ta razlika je ogromna, gre popolnoma v negativni smeri in to se bo seveda začelo odražati na številnih področjih. Mogoče se ni zdaj to toliko videlo v teh 2 zadnjih letih, ne, zato ker je v tem zadnjih 2 letih bilo veliko sredstev na voljo za obstoječe finančne perspektive za izvajanje projektov, se v Bistrici jih zdaj kar nekaj še končujemo. V naslednjem obdobju, kot sem rekel, tudi tukaj ni bilo prisluha, ko smo se pogajali celo večnost, ne, celo sprejeli sklepe zavezujoče, pa jih pač se res spoštuje, ne, in to pač seveda pomeni, da bojo stvari šle zelo napačno. Jaz upam, da bo pač no, zdaj, če se motim, razumete, bom verjetno tisti, ki sem najbolj vesel, ampak v tem trenutku, v tem smislu seveda nisem ravno optimist. V sredo 18. novembra so se na 7. redni seji sestali člani občinskega sveta Slovenska Bistrica. Po določitvi in sprejetju dnevnega reda so obravnavali zaključni račun proračuna občine s poročilom nadzornega odbora za leto 2014 ter rebalans proračuna za leto 2015. Ob tem so obravnavali in sprejeli odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča, odlok o oskrbi z vodo na območju Slovenske Bistrice in odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica. Seznanili so se tudi s poročili o delu javnega podjetja Komunala za leto 2014, o stanju javnih športnih objektov v občini in Komisije za dodelitev štipendij za nadarjene in uspešne študente za študijsko leto 2014-2015. Sejo so zaključili s premoženjskimi in kadrovskimi zadevami ter svetniškimi vprašanji in pobudami. Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je na seji potrdil tudi informacijo, da načrtovanega centra za begunce v Strelskem centru Gaj na Pragerskem ne bo. Lastnik kompleksa ga je pred časom ponudil državi za tovrstne potrebe, a do podpisa pogodbe ni prišlo. Vas zanima, kje je najbližji bencinski servis ali bankomat? Dobra restauracija. Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo Pirs. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. Pirs. Brezplačno na Google Playu. Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, frizerjev, cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to? Na svoj pametni telefon sem naložil Pirs Android, najbližji bankomat imaš tam za vogalom, zraven je cvetličarna, frizerje v bližini, lahko takoj pokličeš. Evo, pa še številko od restauracije imaš tule. Odprem se ob 17. Pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s Pirs za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. Pirs za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. Policisti Slovenje Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 20 kaznivih dejanj, od tega 2 vloma, 5 tatvin, 3 grožnje, 3 poškodovanja tuje stvari, 2 nasilji v družini in 5 ostalih kaznivih dejanj. Spodnja Nova vas. Neznani storilec je z osebnega avtomobila ukradel obe registrski tablici z oznako MBUD 493 ter občanko oškodoval za 50 evrov. Tujina.
Neznani storilec je v tujini Italiji zlorabil osebne podatke oškodovanca in to na podlagi dokumentov, ki jih je občan izgubil pred nekaj meseci. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je poškodoval 3,5 metra žične ograje in ključavnico obešanko, s tem pa je podjetje oškodoval za 500 evrov. Prav tako neznani storilec je iz hiše, ki so jo obnavljali, odpeljal 42 vreč demit fasade in nekaj elementov gradbenega odra. Pri tem je nastalo za 5500 evrov škode. Neznani voznik je na bencinskem servisu natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal račun. Škode je za nekaj več kot 15 evrov. Čerešnjevec. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo, iz katere ni nič odnesel, vendar pa je zaradi vloma nastalo za 800 evrov škode. Trnovec pri Slovenski Bistrici. Neznani tatič je ukradel silažno mrežo, vredno 500 evrov. Gaj pri Pragerskem. Nekdo je v času, ko oškodovanke ni bilo doma, poškodoval vrata in ključavnico na vhodnih vratih. Leskovec. Neznani nepridiprav je zlomil vetrobransko steklo na osebnem avtomobilu, škode pa je za 100 evrov. Žabljek. Nekdo je vlomil v stanovanjsko hišo in kljub temu, da ni nič odnesel, je s tem dejanjem povzročil za 500 evrov škode. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 17 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 18 plačilnih nalogov, odvzeli 3 vozniška dovoljenja in zasegli 1 vozilo. Zaradi kršitev javnega reda in miru so posredovali 4-krat in obravnavali padec otroka pri plezanju. Naša kamera pa je zabeležila prometno nesrečo. Zgodila se je v soboto 14. novembra okoli 9. ure zvečer na cesti Oplotnica Slovenska Bistrica v naselju Spodnja Ložnica. 21-letni voznik je z osebnim vozilom Renault Clio iz neznanega vzroka zletel s ceste v obcestni jarek. Poškodovanega voznika osebnega vozila je rešilec iz Slovenske Bistrice odpeljal v UKC Maribor. Na mesto dogodka so prispeli gasilci PGD Slovenska Bistrica in policija iz Slovenske Bistrice. Nastala je večja materialna škoda na osebnem vozilu. Ekipa U15 nogometnega kluba Bistrica nadaljuje z uspešnimi nastopi v prvi slovenski ligi Vzhod. V soboto 14. novembra je v športnem parku v Slovenski Bistrici v derbiju 14. kroga prvenstva s 3-1 premagala Celje. V tekmi, ki je odločila o 3. mestu na lestvici, so Bistričani povedli v 6. minuti, v polno je zadel Rok Ferčič. Potem, ko je domača ekipa zapravila še nekaj izjemnih priložnosti, so gostje izenačili v 28. minuti z zadetkom Arlita Vezaja. Mladi bistriški nogometaši so odpor Celjanov vendarle strli v drugem polčasu. V vodstvo jih je v 58. minuti povedel Vito Ramadani, zmago pa je v 63. minuti s svojim drugim golom na tekmi potrdil Rok Ferčič. Trener Bistrice Vito Martinčič po tekmi ni skrival zadovoljstva. Ja, tekma kot vse prvenstvene tekme, težavna, polna duelov, sploh zato, ker je bil to derbi vrha prve slovenske lige. Igralci so bili zelo motivirani iz obeh strani, se pravi, obe dve ekipi so šli na polno in vidi se, da v ligi U15 je dejansko se to že igra pravi totalni nogomet. Jesenski del tekmovanja se končuje, pred vami je samo še ena tekma. Kako torej ocenjujete doseženo v tem prvem delu tekmovanja? Mi od samega začetka tekmovanja pri vsaki ligi, v vsakem delu, vsako leto štartamo vedno na vrh. Igrali smo vedno vrh v MNZ lig, v nižjih generacijah, zdaj ko se je tvorila enotna prva slovenska liga. Tudi naš cilj je bil kot neki zaključek dolgoletnega dela v nekem obdobju v času osnovne šole plasirati še pod vrh prve slovenske lige. To nam je več kot uspelo. S to današnjo zmago smo potrdili 3. mesto na lestvici med samimi velikimi klubi. Smo edini klub iz tako nizkega ranga tekmovanja, kjer igrajo recimo naše člansko moštvo, da sploh lahko mešamo štrene močnejšim. Otroci so delali od 7. julija naprej in nekako nadgradili vse trud in vse to, kaj smo delali celih 9 let.
Rekli ste, da je vedno cilj nekako boj za vrh. Torej, kaj lahko pričakujemo v spomladanskem delu prvenstva? Spomladanski del prvenstva, kot vsako leto, na eno stran je šolanje igralcev za igro na velikem prizorišču. Mi imamo veliko količino kandidatov za takšne ali drugačne reprezentance, nekako vsi so vključeni v ta reprezentančni ciklus, tudi delamo z večjimi klubi. Drugače v planskem delu imamo dva velika cilja. Na eni strani zadržati visoko mesto v prvi ligi, ker to nam da tudi recimo dobre pogoje za naprej in tudi igralci potem čisto drugače funkcionirajo. Drugi del pa, da igramo čim boljše na Nike kupu, se pravi na neuradnem svetovnem prvenstvu, kjer smo se letos v Kidriču vrstili med 8 najboljših slovenskih ekip in zakaj ne, poskušamo iti na vrh in kot vsako leto predstavnik Slovenije gre potem na evropsko in svetovno prvenstvo. V obrambi je svoje delo znova dobro opravila slovenska reprezentantka Kaja Korošec. Je današnja tekma bila napeta, tako kot vsaka prvenstvena tekma, da smo se izkazali, lahko bi dali več golov, samo pač tak je nogomet. Ste zelo visoko, ste na 3. mestu prvenstvene lestvice. Kako ocenjuješ doseženo v tem prvem delu tekmovanja? Ja, to je bil že naš cilj v začetku sezone, da se vrstimo čim više. Mislim, da je to uspelo, da smo na vrhu lestvice in smo zelo ponosni na to. Zaigrala si tudi v zgodovinski tekmi dekliške reprezentance Slovenije do 15 let v Lendavi proti Hrvaški, ki ste jo zmagale 4-0. Kakšni so bili občutki po tekmi? Ja, po tekmi je bilo pač super, ker pač je bilo prva tekma, pa smo bile ful vesele, da smo zmagale. Smo pričakovali smo bolj napeto tekmo, je bila pač napeta tekma, samo pač dobro še šlo za nas. Prihodnje leto oziroma v prihodnji sezoni ne boš več igrala s to ekipo fantov, čakate ženska konkurenca, kakšne so želje oziroma načrti? Pač da pridem nekam v tujino igrati, da tam me pa pač bolj poznali, pa da pač dobim malo plače, pa pač da bomo pač dobra ekipa, da bomo igrali na svetovnem prvenstvu. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla, pred nami pa so še zadnji dnevi listopada, ki bo v prihodnjih dneh že rahlo nakazoval tisti svoj pravi obraz, ko se polagoma približujejo nižje temperature s padavinami. Zato pazljivo na cesti, kljub temu, da ste svoje železne konjičke že obuli v zimske čevlje. Je pa to tudi čas za premislek o življenju, ki vse prevečkrat prehitro ugasne. Zato ga spoštujmo, svojega in tujega, in ne dopustimo, da bi nam sovraštvo zameglilo Naj vam bo sreča mila tudi v prihodnjih dneh.